želim vas seznaniti, da skupaj z županom Mestne občine Maribor in z nama smo seveda na včerajšnjo odločitvijo prvič presenečeni, drugič pa tudi razočarani. Je še 2 dni nazaj na portalu Košarkarske zveze Slovenije bilo obvestilo, ki je govorilo o tem, da bo odločitev oziroma seja izvršilnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, na kateri bodo odločali o kandidatih v mesecu aprilu. Da kandidati, ki so sedaj izbrani, tako Jesenice, kot Novo mesto, kot Ptuj, kot Koper, prvič Koper, pa nismo nobenemu, da bi nekomu zavidali. So pač svoje naredili in to imajo, ampak Koper bo zagotovil maksimalno 4500 sedežev, maksimalno. Ptuj šele gre v izgradnjo. Novo mesto, po informacijah, ki jih imam, še niti zemljišča pravega nimajo, niti tudi minister Lukšič jim je takrat zagotovil, da vkolikor se ne bodo našli zemljišča neposredno ob šoli, ne bodo morali kandidirati za sredstva iz tega naslova. Kar osebno mene dejansko moti je pa ta, da smo takrat na vprašanje Košarkarske zveze Slovenije, zakaj pa ni tukaj Mestna občina Ljubljana, kot tista, ko bo tudi z njene strani znano višina kotizacije, smo dobili odgovor, da so oni šli samo zdaj v prvi sklop, se pravi za te skupine, potem pa bodo se pogovarjali z Ljubljano. Kar pomeni, da glede na ustrezne kapacitete, ki jih Mestna občina Ljubljana ima, seveda ne rabi se zavezati pod nobenimi pogoji, tako kot smo se morali zavezati vse ostale občine. Pa vsem to, kar sem že večkrat vam povedal, da kot drugo največje mesto, kot regijsko središče z 300 000 ljudmi, ki smo že dali nekaj za košarko, ki imamo iz naše strani dejansko košarkaše legende in pa še tudi trenutno aktivne, smo znani v tem, prav gotovo bi tudi to moralo biti eno merilo pri odločanju za tistega kandidata, ustreznega kandidata za izvedbo te predskupine Evropskega prvenstva v košarki. Jesenice nikoli ni se jih šlo neke velike košarke, prav tako tudi ne Ptuj, pa naprimer verjamem, da izvršilni odbor Košarkarske zveze Slovenije se verjetno tudi na to temo nekaj vpraša. Jaz se bojim, da bo iz tega naslova, košarkarskega naslova, seveda zgrajena dvorana, kjer bo potem nikoli več ne bo parketa, ampak bo dejansko samo za potrebe hokeja. Takšne so odločitve Košarkarske zveze, oni vedo, kaj so naredili, našo je, seveda, da vam povemo, da smo razočarani na takšno odločitvijo. Tudi poslanci, ampak govorimo poslanci izven naše občine, so prišli do nas spodbujali in nam pomagali. Tukaj moram odkrito povedati, da znotraj naših poslancev tega suporta nismo imeli, res, da se nisem osebno na nobenega poklical, ampak sem tudi pričakoval, da bo nam tukaj priskočili na pomoč, pa mogoče po svoji liniji. Vkolikor je bila to seveda politična. Vedno bolj pomišljam na to, da je bila politična odločitev glede na strukturo lokalnih skupnosti izbranih občin. In ponovno se na nek način sprašujem, da verjetno nimamo župana mi tukaj, ki bi pač bil trenutno ustrezno politično opredeljen.